bil sredi marca prav poseben dogodek. Predstavili so nov sistem, ki gluhemu in naglušnemu občinstvu omogoča lažji ogled filmov. Sistem vključuje podnapise in funkcijo govor v napis, ki besedilo prevede iz govornega v pisno obliko, v smislu podnapisov na zaslonu. Danes je namreč prav poseben dan. V javnosti začenjamo z novim projektom. Namen projekta je približati program našega kina gluhim in naglušnim, zato je naslov tega projekta Kinodvor za gluhe in naglušne. V letošnjem letu bomo izvedli 10 dogodkov, kjer bomo vse filme, tudi slovenske, predvajali s podnapisi. Pogovore bomo podnaslovili na platnu, kar vidite že zdaj, in zagotovili tolmačenje v slovenski znakovni jezik. Projekt začenjamo danes z abonmajem za poznejša leta. Dogodke pa bomo izvedli tudi v drugih programih našega kina za otroke in mlade in na večernem programu za odrasle. Na tem področju smo novi, zato bomo veseli vseh povratnih informacij, kako naše dogodke za gluhe in naglušne še izboljšati, tako da hvala za vse sugestije, pripombe, nasvete in ideje. Verjamem, da se skupaj lahko veliko naučimo. Kinodvor je mestni kino in poskušamo biti odprti za različne ciljne skupine, za različne ljudi. Želimo povabiti pravzaprav vse. Z razpisom Ministrstva za kulturo smo dobili določena sredstva, povezali smo se z zvezo in mestnimi društvi, skupaj razmislili, na kakšen način lahko prilagodimo program. Petra Slatinšek je otrok gluhih staršev in si je prav zaradi svojih izkušenj z gluho skupnostjo močno želela, da bi se ta projekt uresničil. Torej, jaz sem tukaj zaposlena že več kot 15 let in lansko leto novembra smo na Ljubljanskem filmskem festivalu prvič prikazali film, v katerem sta glavni igralki gluhi in povabili gluhe. Jaz svet gluhih dobro poznam, ker sta moja mama in oče gluha. In odziv gluhih obiskovalcev je bil zelo pozitiven. To je bila ena iztočnica. Druga iztočnica pa je bila, da mi v Kinodvoru razmišljamo o tem, kako narediti kino bolj dostopen ranljivim skupinam. V tem koledarskem letu bomo izvedli 10 takšnih dogodkov in na podlagi odziva gluhih in naglušnih bomo potem ponudbo lahko nadgradili tudi v prihodnje. Tovrstna prilagoditev programa mi je v res veliko veselje, ker sem odraščala z gluhimi in vem, kako pogosto so izključeni iz dogajanja v družbi. Zagotavljanje dostopnosti je zahtevalo kar nekaj dela, vendar če nekaj delaš s srcem, ni težko. Imamo partnerje, ki so razvili aplikacijo, za katero smo izvedeli prek vaše zveze gluhih, da funkcionira za tak namen. Združenje tolmačev obstaja, obstajajo društva, ki znajo komunicirati, tako da ni noben problem tega organizirati. Danes smo začeli z dogodkom, ki je namenjen starejšim, se pravi naš filmski abonma za poznejša leta. Pomembno se nam pa zdi, da odpremo vrata različnim generacijam, zato bomo te dogodke izvajali tudi v programu za otroke in mlade in na naših večernih dogodkih za odrasle. Po ogledu filma Poletje 91 smo se pogovarjali z novinarjem Alijem Žerdinom in režiserjem filma Žigo Vircem. Pripovedovala sta o svojih izkušnjah iz obdobja osamosvojitve Slovenije.
Tonija, ki nima takšne treme, ki jo imam jaz danes, tako da evo, Toni, beseda je tvoja. Najlepša hvala, Živi, odlično je upravila z nalogo. Živa, mislim, da si se tudi naučila, kako v bistvu lahko se podpišeš. Ja, znam povedati svoje ime. Moje ime je Ž-I-V-A.